Prav lep dober dan vsem. Danes smo se tukaj zbrali, da razložimo, zakaj je potrebno izstopiti iz Svetovne zdravstvene organizacije. Pripravili smo zakon, kateri bo omogočil, da Slovenija izstopi iz te organizacije, seveda, ko bo v parlamentu sprejet, in danes ga bomo v parlament seveda vložili, da se potem razpiše 60-dnevni rok za zbiranje 5000 podpisov podpore na upravnih enotah, kar bo potem pomenilo, da mora Državni zbor zakon obravnavati. Mi ga bomo takrat prišli predstaviti in seveda trdno verjamemo, da bo zakon z veliko večino na koncu tudi sprejet. Zdaj bi pa predal besedo magistru Izidorju Trstenjaku, da pojasni, zakaj naj Slovenija čim prej izstopi iz Svetovne zdravstvene organizacije. Zakaj torej nemudoma izstopiti iz Svetovne zdravstvene organizacije? WHO, World Health Organization, naj bi bila ustanovljena leta 1948 kot neodvisna posvetovalna inštitucija v okviru Organizacije združenih narodov z namenom skrbi za zdravje in zbiranju podatkov o zdravstvenem stanju svetovnega prebivalstva, zagotavljanju tehnične pomoči državam članicam ter tudi kot forum za razpravo o različnih zdravstvenih vprašanjih. Priporočila WHO-ja, to so International Health Regulations ali mednarodno zdravstveni pravilnik, so bila neobvezujoča in njihovo upoštevanje do pandemije COVID nikoli ni bilo vsiljevano. Desetletja se je delovanje financiralo izključno iz članarin držav članic. Pred približno 2 desetletjema pa so začeli v Svetovni zdravstveni organizaciji s tako imenovanim vključevanjem zasebnih in zasebnih partnerjev, ki pri svoji dobrodelnosti nikoli niso brez lastnih interesov. Tako se danes WHO financira iz 2 virov, in sicer samo 20% iz članarin držav članic in pa 80% od zasebnih donatorjev, kot so Melinda in Bill Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Clinton Foundation, Gavi in tako dalje. WHO se v zadnjih 20 letih vse bolj zapleta v navzkrižja interesov. Prvi znaki neobičajnega delovanja so se pokazali v primeru reakcij na prašičjo in ptičjo gripo ter tihe spremembe definicij pandemij. Do sedaj največja organizirana akcija zoper človeštvo pa je bila uvedba svetovnega lockdowna zaradi tako imenovane pandemije COVID-19. Sčasoma je postalo jasno, da donatorji ne delujejo v javnem interesu, ampak uveljavljajo svoje finančne in oblastne interese. S propagando pod pretvezo, da bodo z ukrepi zagotovili večjo zdravstveno varnost za vse, nas peljejo v diktaturo njihovega kapitala in odvzem praktično vseh naših temeljnih človekovih pravic. Najpomembneje je danes vedeti, da želijo spremeniti mednarodni zdravstveni pravilnik tako, da bodo za vse države članice zakonsko obvezujoča. Njihov načrt je, da bi novi predlog tega pravilnika sprejeli maja 2024, torej tega leta. Sprejetje sprememb tega pravilnika oziroma bo popolnoma spremenilo status in način delovanja WHO. Predvidene spremembe pravilnika vsebujejo vrsto nedopustnih spornih določil, ki omogočajo hude zlorabe. In sicer prvič, WHO bi iz posvetovalne organizacije, katere priporočila do sedaj niso bila pravno obvezujoča, postala upravni organ, čigar zahtevani ukrepi bi bili ob razglasitvi izrednih razmer od strani WHO mednarodno pravno zavezujoči za vse države članice. Drugič, odloki WHO
bi bili ob razglasitvi izrednega stanja nadrejeni nacionalnim ustavam in zakonom, kar pomeni, da bi države članice popolnoma izgubile svojo suverenost. Bile bi podrejene avtoritarni vladavini WHO oziroma neizvoljenim nadnacionalnim centrom moči. Tretjič. Nova ureditev bi generalnemu direktorju WHO dodelila neomejeno odločevalsko pravico, saj ga novi predpisi pri sprejemanju odločitev ne bi več zavezovali niti k upoštevanju stališč lastne strokovne skupine. To bi pomenilo uvedbo popolne diktature nadnacionalnih neizvoljenih centrov moči v rokah enega človeka, generalnega direktorja WHO. Tretjič. Iz veljavnega pravilnika bi se po novem predlogu iz 3. člena črtalo izjemno pomembno določilo, ki nas je do sedaj varovalo pred zlorabami in ki navaja, da se morajo ob kakršnihkoli ukrepih spoštovati človeško dostojanstvo, temeljne človekove pravice in svoboščine. Uveljavitev novega pravilnika bi pomenila ukinitev človekovega dostojanstva, pravic in svoboščin, za katere so se naši predniki s krvjo borili dolga stoletja. Petič. WHO bi imel pravico, da od držav članic zahteva uvedbo obveznih zdravstvenih ukrepov, obvezno testiranje, obvezne preventivne preglede, obvezno preventivno jemanje zdravil, obvezna cepljenja, obvezna zdravljenja, karanteno, spremljanje stikov med ljudmi, kar bi ljudem med drugim vzelo tudi temeljno pravico do svobodnega odločanja o posegih v lastno telo. Šestič. Uvedba globalnega, digitalnega zdravstvenega potrdila, brez katerega ne bi bilo možno sodelovati v javnem življenju in se svobodno gibati, predvideva tudi nadgradnjo v digitalno identitetno potrdilo, ki bi omogočalo popoln digitalni nadzor nad vsakim posameznikom. Sedmič. Popolna cenzura, s katero bi WHO pridobil ekskluzivno pravico, da določi, katere informacije so resnične in katere ne, ter katere informacije je dovoljeno širiti v medijih in katere ne. S tem določili bi se popolnoma poteptala svoboda govora, svoboda izražanja, pravica dostopa do informacij javnega značaja in pravica do obveščenosti. Medicina pa bi postala dogma. Osmič. Novi predpisi bi WHO-ju dali pravico, da bi narekoval vse strokovne smernice, ki bi se jim morali podrediti tako zdravniki kot tudi bolniki. To pomeni, da bi WHO zdravnikom odvzela strokovno avtonomijo. Sprejem predlaganih sprememb mednarodnega zdravstvenega pravilnika nas bo pahnil v distopični svet. Družbo, ki je zaznamujejo prikrito ali odkrito nasilje, strah, tiranija, revščina, nesvoboda, izguba individualnosti, okoljske katastrofe. Torej v svet vseobsežne totalitarne tiranije in suženjstva. Države bodo izgubili suverenost, državljani pa temeljne človekove pravice, vključno s pravico do odločanja o posebih v lastno telo. Uresničitev teh predlogov bo pomenila izgubo nacionalne suverenosti in odpravo z ustavo zagotovljenih pravic državljanov Republike Slovenije. Zaradi navedenih dejstev in neposrednega rizika sprejema spornega pravilnika, ki preti prebivalcem Republike Slovenije in celotnemu človeštvu strani kriminalne združbe, ki je prevzela WHO, danes z vložitvijo predloga zakona o izstopu Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije zahtevamo takojšen izstop Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije. Hvala lepa. No, predlog zakona bo danes vložen, kot rečeno, sicer v Državni zbor zahtevo, da ga obravnava in sprejme, in na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti, za zahtevo, da ga tudi ta komisija obravnava. Peticijo je podprlo do danes, v 4 dneh, preko 1054 ljudi, kar pomeni, da tukaj zadaj stoji že tisočeroglava množica,
No in začudeni smo, da slovenske medije ta zakon ne zanima. Zato, da smo poslali Slovensko tiskovno agencijo in seveda sprašujem, če imate na to, kar je bilo danes do zdaj povedano, kakšno vprašanje. Nimajo vprašanj, da pokažete to medijsko gnečo, kar govori o svobodi medijev, pluralnosti medijev na Slovenskem. Tak zakon, to je prvi zakon v zgodovini Republike Slovenije, kater spodbuja ljudi, naj ga podprejo v smislu, da izstopimo iz tako nedemokratične zveze, svetovne organizacije in seveda bi človek pričakoval, da bi mediji vložitev tega zakona v Državni zbor prenesli v slovenske domove, ampak seveda vemo, kje živimo, nekateri pa je to posledica tega, da je pluralnost in svoboda medijev zaenkrat samo na papirju. Brez svobodnih novinarjev pa vemo, da ni svobodnih ljudi. No in zdaj bomo ta zakon odnesli v Državni zbor, na te dve instituciji, oziroma ta komisija je v okviru Državnega zbora, vodijo gospod Tanko, komisijo za peticije. Na predsednici Državnega zbora, gospe magistri Urški Klakočar Zupančič, pa je, da čim prej razpiše 60-dnevni rok za zbiranje 5000 podpisov podpore na upravnih enotah. Hvala za pozornost in gremo zdaj kar naprej. Dober dan.